Pozdravljeni! O novem pravilniku za sezono 2021 je bilo povedanega in napisanega že ogromno. Tudi sam sem imel že poseben prispevek kot odgovor na vaše vprašanja, kjer sem določene dvome že izrazil. A sčasoma so se stvari malce polegle, razmislek je bil lahko malce malo globlji, prišel sem do zaključkov, kateri mislim, da so pomembni, da jih delim z vami. Namreč do sedaj so vsi, ki so razlagali te spremembe pravilnika, vsako spremembo nakazali kot ločen segment. Na eni strani smo imeli 18-palčna platišča, vse, kar se je dotikalo njih. Po drugi strani je aerodinamika, kjer smo videli tisti zgornji del, kateri naj ne bi generiral toliko vrtincev, ampak tisti spodnji, tisto ravno dno, naj bi imelo ogromno talnega efekta. Na to imamo na primer povečanje minimalne teže, pa še mnogo drugih stvari. Vsaka zadeva je bil ločen segment in seveda kot ločen segment tudi logičen in izgledal je, da deluje. Vse tako so nam pravili. A v vsej tej poplavi razlag nisem videl ene, katere naj bi vso to tematiko, vse te spremembe obravnavala kot celoto. Kako bo vplivalo 18-palčno platišče preko mehanike na aerodinamiko. No, o tem sem začel razmišljati malce izven tistih standardnih okvirjev, a vzel sem to dejstvo, da Formula 1 ni skupek segmentov, ampak je celota. Ukolikor naredimo neko spremembo na prednjem delu bolida, lahko vidimo posledice na zadnjem, kljub temu, da v teoriji sprememba na prednjem delu lahko se izkaže kot uspešna. A poglejmo, kako bi lahko bilo, če bi, bom rekel, po najslabši varianti se stvari odvile. Namreč 18-palčna platišča pomenijo posledično nižjo pnevmatiko. Nižja pnevmatika pomeni, da bojo morali inženirji na novo zrisati vpetje, katero bo imelo več hoda. Namreč s tem, ko pnevmatika ne bo imela več toliko višine, bo moralo samo vpetje in vzmetenje prevzeti ogromno funkcij, ki jih je prej opravljala pnevmatika pri blaženju in pri prilagajanju, na primer, vožnji čez robnike. Seveda, vse lepo in prav enkraten izziv, ki bo lahko premešal razmerja moči. A po drugi strani nekako lahko sklepamo, da tak način vpetja bo zahteval tudi mehkejše vzmeti in mehkejše blažilce, da bo lahko samo vpetje sploh delovalo v takih pogojih. Naprimer, sedaj je lahko bistveno trše, kajti večino dela tako ali drugače opravi pnevmatika. Vse v redu in prav. Ampak preselimo se korak naprej. Imamo aerodinamiko, katera večina talnega efekta bo dobila iz dna bolida, ne toliko iz tistega zgornjega dela ter profilov. A vseeno, mi razlagamo zadeve kot, bom rekel, mehanski oprijem in aerodinamični oprijem. A zavedati se moramo ene stvari. Edini stik, ki ga ima bolid s podlago, je preko vseh 4 pnevmatik, katere so preko vpetja in vzmetenja povezane s šasijo. To se pravi, sila, ki jo generira, tudi aerodinamična, je povezana preko pnevmatik s podlago, ne preko nekih čudnih formul. In seveda, višja kot je sila, višja kot je, na primer, višji kot je talni efekt, trše morajo biti vzmeti in blažilci, da lahko to silo prenesejo na pnevmatike same in seveda spet na podlago. Seveda, to ne gre nekako skupaj s tistim, kar sem povedal malo prej, a ne? In še več, če ste prav sledili, sem omenil na hitro, da mislijo zvišati minimalno dovoljeno maso bolidov, kar spet nekje narekuje trše blaženje. In kaj je posledica vsega tega? Seveda, o tem sem nekako že omenil pri vožnji skozi ovinek oziroma pri tistih kotih, ki jih imajo kolesa pri nastavitvih podvozja. Namreč prav v ovinku, na vrhuncu ovinka oziroma apexu v angleščini, vidimo, da bolidi izjemno radi grejo na robnike. Zaradi tega, da pridobijo malce oprijema, zaradi tega, da skrajšajo malo pot, a prav tu pride do izraza tisto vpetje, tisti hod vpetja. V redu, prav, perfektno. Zgleda, da s tršo vzmetjo se bo zgodilo to, da ta hod ne bo prišel toliko do izraza, da bo bolid bolj tok in da se bo dvignil. No, če se bo bolid dvignil na sredini ovinka, bo stvar izjemno kritična. Naprimer, ukolikor se dvigne bolid in če pogledamo skice, ki so nam jih prikazali pri novem tipu dna, bo večina tega aerodinamičnega efekta, talnega efekta, generirana na tistem prednjem delu dna, pomeni, da bo zrak prišel noter, izpod tistih robov, kateri ne bojo zatesnjeni seveda,
in bo porušil to ravnotežje. Dobili bomo bolit, na kateri bo imel na primer na levi strani talni efekt, na desni pa bistveno manj, kar bo pomenilo izjemno zanimivo situacijo, da sem čisto prijazen, da ne rečem, da bo zadeva lahko tudi nevarna. Namreč bolidi se bojo lahko začeli obnašati podobno kot letošnji Williamsi. Namreč sam menim, da je pri tem bolidu, kot sem že povedal v posebnem prispevku, napaka pri tem, da kolo, ko zavijejo v ovinek, nekako prekine tisti zračni tok, kateri generira določeno vsoto talnega efekta na dnu bolida. In zato je bolid tako nepredvidljiv, zato tako skače skozi ovinek, zato nikoli enega in istega ovinka ne zapelje na enak način. A seveda, to bi pomenilo ne samo, da bojo nepredvidljivi bolidi, temveč tudi izjemno nevarni. In še nekaj drugega, obljubljajo nam, da bojo bolidi bistveno bolj, uspešni pri prehitevanju, da bo prehitevanje v bistvu lažje. A če si zamislimo malce, kako bo potekal manever prehitevanja. Namreč jasno je, da mora prvo bolid, ki je zadaj, slediti onemu, ki je spredaj, sedaj bo ta aerodinamični vrtinec in motnje bistveno manjše, približal se mu bo, nato bo skočil ven in ga poskušal prehiteti, nato pri zaviranju iti mimo. Nekako sem opisal manever. A si zamislimo s takim tipom vzmetenja in upetja in prenosa sil, ki pride pri tistemu poskusu, ko bolid zapelje izven tiste idealne linije, kaj se bo lahko zgodilo s talnim efektom, če bojo učinki prav tisti, ki sem jih opisal nekaj minut od tega. Izjemno nevarna situacija in vrnili se bomo res v tisto obdobje okrog leta 1982, ko so bile zadeve tragične, ne samo nevarne. Seveda, pri mnogih razlagah sem pogrešal ta celovit pogled na to zadevo. In seveda, to razmišljanje je plod mojega znanja, mojih izkušenj, mojega videnja in upam, da se motim. Ja, namreč nisem inženir, ne morem zagotovo reči, da so posledice tega pravilnika take, kot sem jih opisal, a mislim, da je možno, mislim, da se bo lahko nekaj takega tudi zgodilo, a resno ponavljam, upam, da se motim. Toliko o tem malce drugačnem pogledu izven okvirja na nov pravilnik za sezono 2021. Hvala za vašo pozornost, ter nasvidenje.